znam to stvar narediti, ampak potrudil se bom glih malo bolj, kot ga bi ti lahko dobil. Še vedno bo bolj, ampak ne bom se max potrudil. Nima časa, se mi ne da. To je good. On reče, ni panike. Jaz bom dal nekaj dela Andreju, ker vem, da je dober, čeprav se bo potrudil minimalno, bo še vedno naredil bolj kot kdorkoli drug. To je v redu. Ampak če pa imaš nek odnos, ko pa rečeš, jaz se začnem resno delati in pol v bistvu neresno delaš, čeprav daješ vedeti tistim oko sebe, da resno delaš. Se pravi, keeping yourself busy. To je cela industrija, kako izgledaš busy, pa v bistvu nisi busy. Ne? Se pravi, takih zadev, recimo, jaz mislim, da je to zelo škodljivo na dolgi rok za osebo. No? Ja, sej ta Gallup je delal pred leti, sem to gledal, mislim, da 10 let nazaj. Oni delajo te masovne ankete pa raziskave. Ta dotična je bila glede zadovoljstva na službenem mestu, a ne? Delajo so sicer v Ameriki, ne vem, koliko se to lahko mapira na naš prostor, ampak takrat so prišli do rezultata, da 60 do 70% ljudi ni zadovoljnih na delovnem mestu, ni zadovoljnih s tem, kar dela. Tako da zdaj to je moj odgovor na to, kaj je posledica tega. Posledica tega je, ker daš enemu povprečnemu človeku na izbiro službo, kjer se ne bo rabo toliko potruditi, pa dobro plačo, ti, Jaša, bi jo zavrnil, ker veš to, kaj na dolgi rok pomeni za tebe, pa za tvoj razvoj. Ampak jaz mislim, da večina ljudi bi bilo veselih s to ponudbo. Se pravi, ne rabim se toliko pretegniti. Jaz bom v bistvu bolj tako, moram se tam pojaviti in dobim plačan. In mogoče mi vsi nismo taki, da bi videli bi nekak nevarnosti ali pa risk, tveganje v tej ponudbi, ampak večina ljudi, jaz mislim, da bi zagrabila. Glih zanj sem gledal od Peter Thiela predavanje, mislim, da sem ga včeraj gledal, no, ne zanč. In je govoril o Kaliforniji in težavah, ki ga ima ta zvezna država. Sej to vsi vemo, lani recimo je iz Kalifornije šlo, mislim, da 1,5 milijona do 2 milijona ljudi, šli so predvsej v Nevado, ki je zraven, Teksas pa Florida. Te tri zvezne države nekako profitirajo od tega masovnega seljenja izven Kalifornije, ki ima ful problemov. In on je nekako v predavanju hotel priti do vzroka tega. Zakaj ena najbogatejših, če bi bila Kalifornija država, gre za eno najbogatejših držav na planetu Zemlja, zakaj ima toliko problemov z brezdomci, s tem, da s politiko, z v bistvu upravljanjem te zvezne države. In je dal sam podatke gor, koliko zaslužijo javni uslužbenci v primerjavi s privatnim sektorjem v Kaliforniji, v primerjavi z ostalimi zveznimi državami. In vidiš, da javni uslužbenec v Kaliforniji zasluži 20% več v povprečju kot delavc v privatnem sektorju. In to je unikatna stvar znotraj Amerike. In vemo, kakšna je produktivnost tam. Tako da jaz mislim, da že tukaj je tak nek mismatch, ki celo družbo ubija. To imamo nek tak mali testni primerček znotraj Amerike. Pri nas je podobno. Evo, zdaj pa jaz dam na mizo en challenge vam vsem, ker mislim, da ste pravi za to. Mi smo že začeli malo z talentom temo, ampak